Obstaja velika skrivnost, ki jo redki kdaj zares spoznajo. Tvoja osredotočenost je najmočnejše orodje, ki ga imaš. Kamorkoli jo usmeriš, tja teče energija in resničnost se oblikuje v skladu s tem. A večina ljudi svojo pozornost razprši, išče potrditev, se razlaga, želi odobravanje tistih, ki nimajo moči oblikovati njihove usode. Umakni se iz tega nesmiselnega iskanja. Obrni se navznoter. Niti treba nikomur razlagati svoje poti. Tišina je napačno razumljena s strani tistih, ki se bojijo lastnih misli, a prav tišina je temelj, na katerem počiva vse stvarjenje. Tvoja tišina ni praznina, temveč poravnanost. V tišini se začnejo največje revolucije. V tišini se zgodijo najgloblji premiki. Pusti svetu, da tava. Pusti jim, da predvidevajo. Pusti jih, da sprašujejo. To te ne zadeva. Ko se osredotočiš nase, stopiš v moč, ki ni vidna, a jo globoko občutimo. Drugi morda ne bodo razumeli, zakaj si se oddaljil, zakaj se ne vpletaš več v nepomembne motnje. A to ni tvoja odgovornost. Tvoj namen ni prepričati kogarkoli o svoji preobrazbi. Tvoj namen je, da jo utelešaš. Odpovej se hrupu. Odpovej se mnenjem. Trenutek, ko prenehaš razlagati samega sebe, je trenutek, ko si povrneš svojo moč. Ko nehaš loviti, prositi ali iskati potrditev, se življenje začne odvijati v tvojo korist. Vrata se odpirajo, poti se čistijo. Tisto, za kar si se nekoč trudil, zdaj brez napora priteka v tvojo resničnost. Ne zapravljaj besed, da bi ljudem dokazoval tisto, kar je namenjeno le tebi. Ostani v tišini in zaupaj, saj v tvoji tišini nevidno dobiva obliko. V tvoji samoti se gradi nekaj večjega. Osredotoči se nase in kmalu se bo svet osredotočil nate. Ne zato, ker si iskal njegovo pozornost, ampak zato, ker je več ne potrebuješ. Svet, ki ga doživljaš, ni nič drugega kot odsev misli, ki jih neprestano nosiš v svoji zavesti. Vsaka okoliščina, vsak dogodek in vsak stik ti odsevajo, kaj si sprejel kot resnico o sebi in življenju. Večina ljudi verjame, da se jim življenje zgodi, da se stvari odvijajo naključno, da okoliščine določajo zunanji dejavniki. A resnica je drugačna. Življenje se oblikuje od znotraj. Svet, po katerem hodiš vsak dan, ni ločen od tebe. Je projekcija tvojih predpostavk, prepričanj in globoko zasidranih misli. Ko si dopustiš resnično razumeti to resnico, začneš spoznavati moč, ki jo nosiš. Nič ne obstaja neodvisno od tvoje zavesti. Če predpostavljaš, da si omejen, da trpiš ali da nisi vreden, se bo življenje oblikovalo tako, da bo potrdilo ta prepričanja. Prinašalo ti bo ovire, zavrnitve in trpljenje. Ne zato, ker si obsojen na to, ampak ker to nezavedno potrjuješ. Če pa verjameš, da si vreden, bogat in uspešen, se mora svet oblikovati tako, da bo to odražal. Druge izbire nima. Tvoja prepričanja delujejo kot nevidni arhitekt, ki gradi resničnost, skozi katero hodiš. Ta prepričanja niso le bežne misli, so temelji, na katerih je zgrajeno tvoje življenje. Če si nenehno govoriš, da je uspeh težko doseči, da je ljubezen redka ali da je sreča kratkotrajna, boš te misli videl udejanjene pred seboj, ne zato, ker bi bile absolutne resnice, temveč ker si jih sprejel kot take. Po drugi strani pa, ko spremeniš način razmišljanja, ko dvom zamenjaš s prepričanjem, strah s samozavestjo in omejitve z možnostmi, se življenje začne spreminjati na načine, ki se zdijo skoraj čudežni. Ni dovolj zgolj želeti spremembe, medtem ko še vedno vztrajaš v istih omejujočih mislih. Prava preobrazba zahteva premik v zavesti, globoko in neomajno prepričanje, da je to, kar si želiš, že tvoje. Tu večina ljudi odpove. Dovolijo, da dokazi fizičnega sveta oblikujejo njihova prepričanja. Namesto da bi razumeli, da prepričanja ustvarjajo fizični svet, gledajo na svoje trenutne okoliščine in jih dodatno utrjujejo s čustvenimi reakcijami, s čimer še bolj zasidrajo neželene izkušnje v svojo resničnost. Toda ključ do spremembe življenja je, da najprej spremeniš tisto, kar v sebi sprejmeš kot resnico. Prevzemi občutek, da si že tisti človek, kakršen si želiš postati.
ne nekega dne, ne v daljni prihodnosti, ampak zdaj. Naj tvoje misli odražajo to resničnost. Če si želiš uspeha, se ne zadržuj pri neuspehu. Če iščeš ljubezen, ne razmišljaj o osamljenosti. Če hrepeniš po obilju, opusti misli o pomanjkanju. Bolj kot vztrajaš v določeni predpostavki, bolj se ta utrjuje v resničnost. Življenje se ne odziva na tvoje želje, temveč na tvoja prepričanja. Premik se ne zgodi čez noč. Pogojen z leti ustaljenega razmišljanja, se bo sprva upiral. Dvom bo prikradel. Zunanji svet bo morda še nekaj časa odražal stara prepričanja, toda tvoja naloga ni, da se odzivaš na staro resničnost. Če boš vztrajal, če ne boš dovolil, da videz oblikuje tvoje notranje stanje, boš priča preobrazbi, ki bo tako globoka, da se ti bo zdelo, kot da se je vesolje zarotilo v tvojo korist. Večina ljudi ostane ujeta v ciklu reagiranja na življenje, namesto da bi ga ustvarjali. Vsako jutro se zbudijo in dovolijo, da okolje določa, kako se počutijo, kaj verjamejo in kaj pričakujejo. A v trenutku, ko prevzameš nadzor nad svojim notranjim svetom, se vse spremeni. Nisi več pasiven udeleženec. Postaneš ustvarjalec. Začneš hoditi skozi življenje z neomajno samozavestjo, vedoč, da si gospodar svoje usode. Ohrani v svojem umu sliko svojega idealnega življenja tako trdno, da postane bolj resnična kot svet, ki ga trenutno vidiš. Ne čakaj na dokaze, ustvari jih. Ne išči zunanjega potrjevanja, zaupaj vase. Ko se tvoj notranji svet spremeni, zunanji svet nima druge možnosti, kot da mu sledi. To nosi moč, ki jo le redki zares razumejo. V svetu, ki uspeva v hrupu, kjer ljudje nenehno iščejo potrditev skozi besede in zunanjo prepoznavnost, je sposobnost ostati v tišini pogosto napačno razumljena kot šibkost. A prava moč se ne potrebuje napovedovati. Ne išče dokazovanja, ne razpravlja, ne prepričuje. Preprosto je. Največje preobrazbe, najgloblji premiki v življenju se zgodijo v tišini, stran od hrupa mnenj in motenj. Tišina je prostor, kjer se goji resnična moč. V tišini se razbistri, misli postanejo namenske in želje dobijo obliko. Ko se upreš potrebi, da bi razlagal samega sebe, ko prenehaš čutiti potrebo po opravičevanju svojih dejanj, si povrneš energijo, ki je tako pogosto izgubljena v poskusu, da bi te drugi razumeli. Ni vsak namenjen, da razume tvojo pot, in to je povsem v redu. Tvoja rast, tvoj uspeh, tvoja preobrazba. Nič od tega ne potrebuje odobritve drugih. Najuspešnejši in najmogočnejši posamezniki delujejo v tišini. Ne razglašajo svojih načrtov, svojih bojev ali svojih naslednjih potez. Namesto tega se osredotočijo navznoter, vso svojo energijo usmerjajo proti svoji viziji in dovolijo, da njihova dejanja in rezultati spregovorijo namesto njih. Besede je mogoče izkriviti, napačno razumeti ali zavrniti, toda rezultati so nesporni. Hvala za ogled, všečkajte in delite ta video s prijatelji. Do naslednjič.